Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju z naslovom Moj Telekom za samostojno in preprosto upravljanje storitev. Že sam naslov nakazuje, da vam bomo v živo pokazali, kako boste lahko v prihodnosti samostojno urejali marsikaj, kar ste do sedaj vajeni s svojim osebnim svetovalcem. Danes bo z vami Primož Novak, ki je na Telekomu Slovenije član ekipe digitalnih kanalov in pravi mojster klikanja po aplikaciji Moj Telekom. Predavanje bo potekalo približno 30 minut, potem pa bo Primož na voljo še nekaj minut za vsa vaša vprašanja. Vprašanja zastavljate v oblačku zgoraj, kjer piše Q&A. Potrudili pa se bomo, da že sproti pisno odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Vkolikor bi morali srečanje zapustiti prej, nam vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema. Vsi udeleženci boste posnetek prejeli v naslednjih dneh. Sedaj predajam besedo Primožu, jaz pa se zopet oglasim ob koncu predavanja. Primož, izvoli, beseda je tvoja. Lepo pozdravljen tudi z moje strani, hvala Alja za uvodno besedo. Zakaj sploh uporabljati Moj Telekom? To je vprašanje danes, ki ga bomo skušali čez to predstavitev odgovoriti. Moj Telekom je dosegljiv 24 ur vse dni v letu. Moj Telekom vam omogoča, da v realnem času pregledujete in upravljate razmerja. Moj Telekom omogoča to, da ni potrebno dodatno podpisovati nobenih dokumentov, ko naročate storitve. Predlagam, še to povem, Moj Telekom je dosegljiv kot spletna rešitev oziroma kot mobilna aplikacija. Danes bo fokus spletna rešitev. Mobilna aplikacija je namenjena predvsem za rezidente, namreč je narejena kot po omejitvi, da če ima stranka več kot 20 razmerij, takrat jo preusmerimo na spletno rešitev, ker je spletna rešitev z več razmerij boljša uporabniška izkušnja. Predlagam, da se kar prijavimo v profil. Medtem, ko se prijavljam, povem, da v bistvu predpogoj, da se lahko prijavite na portal, je to, da ste registrirani na portal. Bomo pol tudi pogledali, kako se ta hitra registracija uredi. Dam trenutek. Zdaj kot podjetje, seveda je ena posebnost, kar se tiče registracije oziroma vseh tistih adminov, jim mi rečemo, ki imajo dostop do profila. In sicer podjetje lahko dodeli več oseb, ki imajo dostop do podjetja, do profila od podjetja. Zdaj, če je to potreba, je potrebno to urediti preko skrbnika. Namreč, če bi sam opravljal registracijo preko spleta, lahko le ena oseba to uredi, se prijavi in poveže z tem ID-jem od podjetja. Zdaj sem jaz že prijavljen v svoj profil. Danes konkretno bomo gledali, bo webinar potekal na podlagi ene konkretne stranke, se pravi, smo na produkciji. To je moja testna stranka. Na levi strani so navedeni neki osnovni sklopi. Od nekih osnovnih demografskih podatkov moje stranke, se pravi naslov, lahko uporabniško ime spreminjam, lahko geslo spreminjam. Poseben sklop, ki se bom nanj vrnil kasneje, ko bomo gledali storitve, pa moji dokumenti. Potem spodaj so rešitve za poslovne stranke, kjer bomo pogledali posebne rešitve, ki so dostopne samo poslovnim strankam. Potem so še neki navedeni, kdo je skrbnik vašega podjetja, sklop računi in še nekatere drugi sklop splošni za oddajo napak oziroma reklamacij. Na desni strani je pa sklop, kjer so navedena razmerja, kjer imate možnost filtrirati po razmerjih. Zdaj prva stvar, ki jo povem, jaz imam na tej stranki več kot 200 razmerij, zato mi portal ponudi iskalnik. In tako je
privzeto ponudi iskalnik. Zdaj jaz lahko iščem, kot rečeno, po večjih kriterijih, lahko iščem po razmerju, se pravi, to je ena mobilna številka, lahko iščem po številki SIM, lahko iščem po imenu naročniškega paketa. Zdaj, tisti, ki že uporabljate portal, verjetno pri večini se, ko se prijavite v portal, izpiše pač tako neka razmerja, ker jih imate verjetno, oziroma tisti, ki jih imate manj kot 200, se pač izpiše po straneh, 20 razmerij na strani, pa potem pač s paginacijo se premikate oziroma lahko pač uporabljate iskalnik. Sam prikaz iskalnika je možno urejati, to uredimo z klikom zgoraj desno na gumb Uredi. Tukaj se nam prikaže pač vse opcije, vsi parametri, ki so na voljo. Zdaj naenkrat lahko v tabeli pogledujete 5 kolon, lahko recimo, če me ne zanima številka SIM, jo premaknem dol, pa dam kakšno drugo gor, shranim in tako se mi pač tabela popravi oziroma spremeni, kot želim. Še eno funkcijo bi rad izpostavil, in sicer, ko sfiltrirate razmere, imate možnost prikaza izvoziti v Excel datoteko. To funkcijo omenjam zato, ker veliko podjetij to uporablja, recimo, če želi na hitro izvoziti vsa razmerja, ki jih imajo pri Telekomu Slovenije, pač enostavno zgenerirate Excel datoteko z opcijo izvozi vse. No, v redu. No, predlagam, da gremo kar pač pogledati, kako pa izgleda posamezno razmerje, ki ga izberemo. Bom izbral pač neko posamezno razmerje. Recimo, da rečem tole. No, zdaj sem se pa premaknil v en nivo nižji, skratka, izbral sem konkretno razmerje, to je telefonska številka tega razmerja. No, in zdaj imam pa spet na levi strani imam neke osnovne sklope, ki so povezani s tem naročniškim razmerjem, se pravi, katera številka je to, kateri naročniški paket imam vklopljen, še par dodatnih sklopov, recimo na tega se bom vrnil aktivne pretekle storitve, na katerem pogledate pač, kaj imate vklopljeno oziroma kaj je bilo v preteklosti vklopljeno. Potem nižji sklop je poraba, kjer vam pokaže, kakšna je poraba na tej telefonski številki. Imate možnost na tej telefonski številki oziroma mobilnem razmerju nastavljati razne limite oziroma alarme za obveščanje. SIM kartica sklop, kjer bomo kasneje pogledali, kako se SIM kartica zamenja na portalu, in še pač par nekaj dodatnih sklopov. No, na desni strani so pa pač navedene storitve, oziroma takoj na začetku je navedena poraba, konkretno grafično, mi rečemo temu števci. Konkretno ta moja številka vključuje tovrstne storitve, porabo pač tudi navedena, kakšna je grafično, pač jaz imam na to neka testna številka, zato imam pač na voljo še vse količine. In pa spodaj so pač navedene vse dodatne storitve, ki jih lahko naročim na tej številki. Zdaj, portal zasleduje pravilo, da prikažemo tiste storitve, ki so na voljo. Se pravi, Telekom Slovenije ponuja različne pakete in vsak paket ima neke svoje zakonitosti, svoje karakteristike, tako da prikažemo tiste storitve, ki jih lahko vklopite na portalu. Če pač teh storitev ni možno na paketih, pa seveda ne prikažemo. Storitve, večinoma storitev, ne vse, ampak večinoma storitev deluje po principu vklopa v 3 korakih. Kar pokažem konkretno, recimo zakup dodatnega prenosa podatkov. Ta storitev je recimo uporabna, vi imate nek paket, ki vključuje recimo 100 gigabajtov podatkov, potrebujete za tujino, recimo dodaten zakup oziroma dodaten zakup v Sloveniji, in takrat pač lahko na portalu na tem vašem razmerju dokupite dodatno količino podatkov. Pa recimo jaz konkretno na tem razmerju imam že vključeno 10 gigabajtov dodatnih podatkov, pa recimo, da potrebujem dodatno 100 giga, imam opcijo, da izberem, kdaj se vklopi to, lahko takoj,
lahko pa za naslednje 30 koledarskih dni izberem vklop te storitve, pa recimo, da pustim takoj. Potrdim splošne pogoje, se pravi, to, kar sem prej govoril, zdaj sem na prvem koraku, ne, potrdim splošne pogoje, izberem, nadaljujem in portal me na drugem koraku, ki je tako imenovani potrditveni korak, vpraša, če je to, kar želim vklopiti, in če se seveda strinjam, potrdim in mi portal na zahvalni strani na zadnjem koraku javi, da je dodatni zakup uspešen. To je vsa umetnost, ni nobenega podpisovanja dokumentov, kot rečeno, 24 ur na dan lahko vklopite to storitev. Vedno poudarjamo, ko razlagamo pač portal Moj Telekom, en primer, ki je najbolj uporaben. Se pravi, ste v podjetju, pride petek popoldne, zahteva, vam direktor javi, ja, potujem v tujino, nujno rabim prenos podatkov, se prijavite v portal, vklopite s temi 2 kliki in je zadeva urejena. Lahko sicer kontaktirate Telekom Slovenije, vendar v petek popoldne so pač zaledne službe sicer dosegljive, samo bo hitreje boste to uredili sami preko portala. No, in na tak način pač deluje vklop tudi ostalih storitev. Zdaj pa predlagam, da gremo kar pogledat, recimo, kako se zamenja SIM-kartica na portalu. Bom zabral spet eno drugo številko svojo testno. Tole. Kot rečeno, na levi strani je sklop imenovan SIM-kartica. Ta sklop vsebuje informacijo o privzeti PIN pa PUK kodi in pa seveda ima opcijo urejanja. Če odprem opcijo urejanja, mi portal vedno ponudi 2 opciji. Lahko na obstoječi številki spremenim SIM-kartico v tako imenovano eSIM-kartico oziroma lahko, bom kar odprl, vklopim fizično SIM-kartico. Zdaj predpogoj, da uporabljate, da vklapljate oziroma spreminjate fizične SIM-kartice na portalu, je to, da vam skrbnik oziroma svetovalec uredi zalogo teh SIM-kartic. To je pač enostavno, kontaktirate svetovalca, on bo poskrbel. In kaj to za vas pomeni? Pomeni, da boste te fizične SIM-kartice prejeli po pošti na naslov podjetja in takrat, ko jih boste prejeli, bojo tudi te fizične SIM-kartice izpisane na portalu. Se pravi, boste sam postopek, kako boste vklopili neko SIM-kartico oziroma zamenjali SIM-kartico, je to, da pač vzamete to fizično SIM-kartico iz predala, poiščete številko, vsaka SIM-kartica ima na čipu na sebi pač izpisano to 12-mestno številko, jo poiščete, izberete, prestavite pač gumb na aktivno, nadaljujete in na tem predzadnjem koraku potrditvenem vam še pokaže pač vašo izbiro in če bi zdaj jaz to potrdil do konca, je SIM-kartica v realnem času zamenjana. To pomeni, da v realnem času tudi stara SIM-kartica preneha delovati. Tako da takrat, ko je treba po menjavi SIM-kartice in če recimo nimate te osebe pri sebi, ki uporablja mobilni telefon za to SIM-kartico, je dobro, da mu jo prej pošljete, mu jo dostavite, temu recimo vašemu zaposlenemu in potem, ko on to SIM-kartico ima pri sebi, šele takrat opravite to menjavo na portalu. Pač zgolj zato, da nima oseba izpada telekomunikacijskih storitev. No, zdaj, če je pa pač potreba po menjavi v eSIM, to recimo je velikokrat primer, ko se zamenja telefon, novejši telefoni imajo vsi ponavadi že opcijo uporabe eSIM-kartice, takrat pa odprete prvo opcijo. eSIM smo nadgradili varnostno in sicer portal bo zahteval najprej, ko se postavite pač na neko razmerje, na katerem želite zamenjati eSIM, bo zahteval dodatni korak in sicer sprožili boste verifikacijski SMS, ki ga prejmete na to številko, na kateri želite zamenjati eSIM. Bom jaz to kar sprožil. Čakam, da dobim 5-mestno kodo.
Prepišem. No, in ko vpišem to kodo, šele takrat me portal spusti v sam proces spreminjanja eSIM. Zdaj tukaj, seveda ta eSIM pač nosi nek strošek menjave, je naveden, tudi pač v samih korakih procesa so napisana navodila, kako se to opravlja. Zelo priporočljivo je, da ste pač na napravi, na katero želite namestiti eSIM, pač vklopite Wi-Fi omrežje. Na prvem koraku potrdim izbiro, nadaljujem. No, to, kar sem govoril, da morate biti na Wi-Fi omrežju, to portal tudi pač opozori. In zdaj bom kar do konca šel, potrdim. No, in portal na zadnjem koraku zaključi, zgenerira tako imenovano QR kodo in to QR kodo sedaj poslikate z napravo, na katero želite naložiti to eSIM. Zdaj, ko naložite eSIM na napravo, ima naprava pač tudi nek svoj postopek, se pač potrdi to SIM kartico, se aktivira oziroma nastavi za privzeto, če jih imate več. In potem je ta QR koda tako imenovano porabljena. Se pravi, z nobeno drugo napravo več ne morete to QR kodo slikati, pa pač naložiti SIM kartico. Tudi v primeru, če pač je potreba po menjavi SIM kartice, je ta eSIM kartica vezana na napravo, tako da je v bistvu za enkratno uporabo. To še omenim, ko opravite pač menjavo eSIM, ko se verificirate s tem dodatnim SMS-om, je časovno okno 10 minut, imate odprto na portalu, da lahko pač na tej številki urejate, kar se tiče menjave eSIM. No, in kadar pregledujete podatke, imate pač to QR kodo, ki se vam je zgenerirala na zadnjem koraku vedno na voljo, pod sklopom preglej in se pač točno ta QR koda izpiše, ki je bila spremenjena oziroma zgenerirana na portalu. Prav to je vsa umetnost s parimi kliki. Smo zamenjali SIM kartico, ni potrebe po kontaktiranju zalegnih služb, suporta, pač lahko to sami vse opravite. No, še ena zadeva, ki je tudi priročna, je recimo menjava naročniškega paketa. Smo rekli na začetku, v sklopu naročniško razmerje, imate navedeno tudi kakšen paket, je pač na tem naročniškem razmerju. Pod sklopom, kjer je naveden paket, imamo tudi opcijo spremeni, če to odprem. Mi portal izpiše, kakšen je trenutni paket z nekimi osnovnimi karakteristikami in pa spodaj imam na voljo vse tiste pakete, ki jih lahko izberem. Zdaj vse tiste pakete pomeni, da na portalu personaliziramo, prikažemo vse tiste pakete, ki jih ali že imate na enem izmed vaših razmerij v podjetju oziroma so pač neki paketi, ki so namenjeni za poslovne stranke. No in recimo, da želim trenutni paket zamenjati za recimo 360 varni A, izberem, potrdim pogoje, nadaljujem na naslednji korak. Portal me vpraša, če je ta izbira tista, ki jo želim, in če bi jaz zdaj to potrdil, bi portal zgeneriral na zahvalni strani, da je paket zahteva uspešno sprejeta in paket se pa vedno spremeni ob polnoči. Se pravi, z danes na jutri ob polnoči bi bila menjava izvedena, če bi potrdil jaz to spremembo paketa. No in zdaj, ko sem opravil to spremembo paketa, se vrnem nazaj, kjer sem omenjal moje dokumente, se pravi, vrnil sem se nazaj na osnovno nadzorno ploščo in pod sklopom moji dokumenti se mi pokažejo tako imenovani evidenčni dokumenti in konkretno za spremembo paketa, bom en primer odprl, je takole sken konkretne pogodbe za spremembo paketa. Kar je razlika
pod tem sklopom moji dokumenti se vam bojo pokazali tudi tisti dokumenti, ko ste upravljali oziroma naročali storitve direktno preko, ne vem, zaledne pisarne oziroma svetovalca. Razlika pa je v tem, da če upravite to na mojem Telekomu, bo kot prodajni kanal tukaj naveden pač moj Telekom. To je v bistvu razlika, dokumenti so pa identični. In zdaj to, ko smo na začetku povedali, da je ena prednosti uporabe portala ta, da ni dodatnega podpisovanja dokumentov, točno to, se pravi, dokument se vam evidenčno prikaže v tem sklopu in to je vsa umetnost, ni nobenega dodatnega podpisovanja. Na začetku, ko sem omenil pač, da je potrebno opraviti registracijo na portal, bom pokazal, kaj točno sem mislil. Skratka, podjetja imate opcijo, trenutek, se pravi, registrirate se na spletni strani moj.telekom.si. Ko to odprete, se vam pokaže pač osnovna prijavna stran in opcija, če še niste registrirani, se vam odpre maska, definirate vaš e-mail naslov, ponavadi je pač to služben naslov, katerega pač uporabljate, določite geslo, sledite pač tem postopku, se registrirate in na ta način boste definirali uporabniško ime in geslo in šele takrat, ko definirate to uporabniško ime in geslo, lahko mi dodamo recimo 2., 3., 4. in tako dalje uporabnika, ki v vašem podjetju lahko uporablja oziroma dostopa do službenega profila. Okay. No, vsako razmerje, ki ga pač imate pri vas, lahko tudi dodelite pravice samo za to konkretno razmerje, da lahko zaposleni recimo sam upravlja s tem mobilnim razmerjem. To uredite v sklopu pravice za dostop, sledite pač samemu procesu, na prvem koraku se definira ta e-mail službeni od uporabnika, od zaposlenega, potrdite to, zaposleni bo prejel seveda tudi na ta služben e-mail naslov potrditveni e-mail oziroma mora potrditi, da se strinja s to dodeljeno pravico in takrat, ko on pač to pravico potrdi, ima možnost, da sam upravlja, sam naroča storitve konkretno za to njegovo službeno številko. To je še en nivo pač pravic, ki ga omogočamo. Okay. Ostale storitve dodatne na posameznem razmerju predlagam, da to pogledate. Na začetku tudi nisem povedal, da dobite po tej prezentaciji tudi navodila. Navodila imajo konkretno print screene ekranov vseh teh postopkov, ki sem jih zdaj kazal. Tako da načeloma ni noben bav pač uporabljati ta portal. No, sedaj se bom vrnil zopet na osnovno nadzorno ploščo, pa bomo pogledali, kako sklenete novo naročniško razmerje. Zdaj, predpogoj za sklepanje novega naročniškega razmerja je to, da seveda imate na zalogi SIM kartice, to smo že prej pri menjavi SIM kartice ugotavljali, da je potrebno imeti te fizične SIM kartice na zalogi, in pa za razliko od SIM kartice je potrebno pri sklepanju naročniškega razmerja imeti na zalogi tudi mobilne številke. Postopek, kot ga bomo sedaj pogledali, sklepanje naročniškega razmerja zahteva, da izberete na portalu SIM kartico in pa seveda mobilno številko, na katero bo ta SIM kartica pisana. No, pa kar odprem, skratka, osnovna nadzorna plošča, rešitev za poslovne stranke. No, in na prvem koraku zahteva portal od mene, da izberem paket. Kateri paket želim vklopiti na novo številko. Sama izpis oziroma navedba paketov je identična kot prej, kot smo gledali, kako se menja paket v istem pravilu. Skratka, izberem paket, nadaljujem na naslednji korak.
kjer portal od mene zahteva, da izberem SIM kartico. SIM kartico vzamete iz predala, poiščete številko ustrezno, nadaljujete, na tretjem koraku izberete številko. Zdaj portal vas vmes opozori, jaz imam samo eno številko na zalogi, tako da me opozori, da lahko pač povečam, se obrnem na svetovalca svojega, povečam to stanje zalog. No, na naslednjem četrtem koraku izberem datum, kdaj želim vklop. Tako kot smo že za storitve povedali, lahko izberete za naprej 30 dni oziroma izberem takoj. Spodaj v tabeli imam sicer privzeto vklopljene vse storitve, tako imenovane zunanje storitve, lahko jih izklopim. Kaj so zunanje storitve? Vsaka storitev je sicer razložena, tako konkretno enem stavkom, ampak recimo, če bi izbral SMS parkiranje, pomeni, da dovolite zaposlenemu, da za službeno številko na službene stroške preko SMS-a plača parkirnino v tistih mestih, ki imajo pač to na voljo v Sloveniji. Kot rečeno, če teh storitev ne dovolite, se pač to izklopi, nadaljujete naprej, na zadnji korak. Zadnji korak je tako imenovani povzetek, izbire vaše, in če se strinjate s to izbiro, zadevo potrdite in portal bo v roku 5 do 10 sekund zgeneriral zahvalno stran, kjer bo povedal, da je v mojem primeru, ko sem izbral takojšnji vklop, da je SIM kartica aktivna. SIM kartico lahko vstavite v mobilno napravo in upravljate klice. Če bi izbral datum v prihodnosti, seveda je pač SIM kartica aktivna na datum, ki sem ga izbral. Se pravi, polnoči na ta datum začne SIM kartica delovati. In kot sem prej pokazal sklop moji dokumenti, še enkrat odprem, se bo zgeneriral dokument, tako imenovana pogodba. To je kar primer, odprem. Pogodba, da ste sklenili naročniško razmerje z vsemi karakteristikami, ki ste jih izbrali, in pa seveda tudi te dodatne storitve, zunanje storitve, ki ste jih izbrali oziroma ste jih izklopili, in pa seveda podpis, da je bilo to urejeno na portalu Moj Telekom. To je vsa umetnost. Zdaj smo gledali, kako se posamezne storitve vklaplja. Mogoče bi pa zdaj šli na sklop monitoring oziroma reporting. Pogledamo, kako pregledujete različne, se pravi, podatke, kar se tiče stroškov oziroma ostalih storitev in nastavitev, ki jih imate na voljo. Odprem sklop poročila. Sklop poročila se nahaja pod sklopom rešitve za poslovne stranke, to je na osnovni nadzorni plošči, oziroma ta sklop poročila je dosegljiv tudi pod sklopom računi, kjer imate pač navedene zaprte oziroma odprte račune. In zdaj, če ta sklop odprem, malo bom zaprl teh zavihkov takole, se mi na prvi strani odprejo vsa poročila, ki jih imam trenutno na voljo za vpogled. Zdaj, najbolj pogosto seveda podjetja uporabljajo poročila, kot so račun oziroma skupna specifikacija, to je pač sumeren račun, pa bom kar odprl. To poročilo, skratka določena poročila, lahko izberete tudi obdobje. Računi so vedno dosegljivi en mesec, se pravi za pretekli mesec oziroma še za 5 mesecev preteklih, recimo, da odprem oktober. Vsa poročila vedno delujejo po principu, da se na vaš računalnik zgenerira tako imenovana zip datoteka, in v tej zip datoteki imate na voljo dva tipa fajlov, en je klasičen Excel datoteka oziroma CSV datoteka za neko avtomatsko obdelavo. Če kar odprem Excel datoteko, no, in na ta način se mi izpišejo vsa moja razmerja, ki so bila v mesecu oktobru zaračunana z vsemi postavkami. In zdaj pač imate z osnovnim poznavanjem pivot tabel lahko pač te podatke filtrirate in si pač prikaz prilagodite.
Ostala poročila, ki bi jih še omenil, recimo zakupljene količine. To je priročno poročilo, kjer vam za vsako vaše razmerje pokaže, kakšno je stanje količin, se pravi porabljeno oziroma od skupaj, koliko je še na voljo. Recimo zelo priročno poročilo je vsa aktivna mobilna razmerja z vezavo. Tukaj boste videli na enem mestu, se pravi vsa vaša razmerja, ki imajo neko obveznost na sebi, se pravi, če ste kupili nek subvencioniran telefon po ugodni ceni, vam bo izpisal poročilo, na kateri številki pa katera akcija je bila, do kdaj traja. Recimo zelo uporabno je seznam SIM kartic. Tukaj boste na enem mestu izpisali za vsa vaša razmerja, katere SIM kartice so in pa seveda, katere so privzete PIN pa PUK kode. To recimo je en izmed podatkov, ki ga velikokrat podjetja potrebujejo, ko nekdo izgubi PIN pa PUK kodo, pač je na enem mestu, se odpre poročila in imate pač te podatke. Ostalo predlagam, da ta poročila pogledate, pa pač sami malo raziščete. Mogoče za konec bi pokazal pa še eno zadevo, ki ni vidna vsem. To je nek poseben sklop, ki smo ga omogočili za tiste podjetja, ki imajo veliko razmerij in imajo neko potrebo, da dnevno spreminjajo, pregledujejo, urejajo neke konfiguracije za ta njihova razmerja. Sklop se imenuje množično upravljanje razmerij. Dosegljuje preko, se pravi, spet sem se vrnil nazaj na osnovno nadzorno ploščo, pod rešitvami za poslovne stranke. Odprem sklop. Tukaj imam opcijo spet izpisane vsa razmerja, ki obstajajo na podjetju. To mogoče še povem, da ta sklop, kot sem omenil, ni dosegljiv vsem, da pač odpremo ta sklop, je potreben poseben dogovor z Telekomom Slovenije, pač in tudi potem v tem sklopu, tako kot na samem Moj Telekomu, dejansko ni nobenega podpisovanja pogodb. Poanta je pa ta, da lahko vi, se pravi, prej smo gledali, morate izbrati eno razmerje in urejate pač storitve na enem razmerju. Pri tem sklopu pa lahko izberem več razmerij, in recimo deaktiviram začasno ta razmerja, lahko izvedem menjavo paketa na teh razmerjih, lahko menjavo SIM izvajam, lahko nastavljam neke alarme, limite na vseh teh večjih razmerjih, hkrati lahko vklapljam neke dodatne storitve na teh razmerjih, in vse, kar bom kot uporabnik pač tu izvedel, se mi v zgodovini zahtev, sfiltriram, se mi prikaže, kaj sem delal, se pravi, tako imenovani logi so mojega izvajanja, recimo, da odprem en primer, se mi pač neka podrobnost odpre in tudi podrobnosti teh mojih akcij lahko izvozim v Excel. Kot rečeno, gre za to, da pač portal uporabljam po principu, da urejam določene storitve za več razmerij hkrati. Določene podjetja, kot rečeno, imajo pač to potrebo in v tem primeru se dogovorimo in odpremo ta sklop. Še to povem, da nič ne zaračunavamo posebej, da odpremo ta pač sklop, samo če ima stranka pač potrebo, se dogovorimo in pač to omogočimo in takrat v tem primeru bo sklop tudi viden na tem pod sklopom rešitve za poslovne stranke, posebna sklop množično upravljanje razmerij. Jaz predlagam, zdaj tako, v te osnovne funkcije smo šli skozi, sigurno smo kakšno funkcijo pozabili, smo omejeni s časom, ampak predlagam, da gremo kar na vprašanja, sigurno imajo uporabniki kakšno vprašanja. Super, Primož, hvala za nazoren prikaz različnih scenarijev klikanja po aplikaciji Moj Telekom. Prejeli smo kar nekaj vprašanj.
Sproti nama je pomagala Anka že odgovoriti pisno nanje. Se mogoče bova pa zdaj sprehodila še ustno skozi vprašanje in odgovore, mogoče, da še ti odgovoriš, da vsi slišijo. Pa na tem mestu mogoče zdaj je še trenutek, ko lahko zastavite še kakšno vprašanje, ne? Da pozoveva. Tako da greva kar na vprašanje, prvo, in sicer, spoštovani, zanima me, ali je možno masovno pošiljanje SMS-ov preko mojega Telekoma. Se da podatke, telefonske številke prenesti iz Excelove tabele ali je potrebno ročno vnašanje? Obstaja kakšna druga rešitev? Moj Telekom je do nedavnega sicer imel eno rešitev, ki se je imenovala Pošlji SMS. Ta rešitev ni bila namenjena nekemu masovnemu pošiljanju v tako imenovane komercialne namene, ker zato ima Telekom Slovenije poseben sklop rešitev, ki se imenuje M-Vrata. In znotraj tega sklopa rešitev imate več rešitev, lahko so samo vmesniki, ki jih integrirate potem v vaš sistem, oziroma so neke rešitve s police, spletne rešitve, kjer lahko so e-medij ali pa poslovni web-poštar, kjer lahko pošiljate svojim strankam neka komercialna obvestila in tako dalje. Sam sklop Pošlji SMS, ki je bil na portalu Moj Telekom dosegljiv, smo ga začasno umaknili, nameravamo ga vrniti, ko bomo pač nadgradili portal z nekimi varnostnimi elementi. Ampak kot rečeno, ta sklop nikoli ni bil namenjen, in to pač je tudi v pogojih teh storitev napisanih, ta sklop ni namenjen komercialnemu pošiljanju sporočil, zato imamo posebne rešitve, ki imajo tudi posebne funkcionalnosti. Recimo en izmed takih, ki je zelo uporabna, je to, da se v samem SMS sporočilu ne predstavite z mobilno številko, ampak recimo z imenom, blagovne znamke z imenom podjetja in tako dalje. Tega na rešitvi, ki je bila v portalu Moj Telekom, ni, takih funkcionalnosti, tudi nimate možnosti recimo preverjanja, je bilo sporočilo dostavljeno, se pravi tako imenovani statusi sporočil in tako dalje. Tudi sama količina na teh posebnih rešitvah, če imate zaposliti recimo 100.000 sporočil, boste prek rešitve M-Vrat seveda to uredili hitro. Če bi pa to se lotil prvič na portalu, niti ne morete takih količin pošiljati, oziroma bi to trajalo dalj časa. Tako da posebne rešitve za tovrstne komercialne namene. Okej, tako da najbolje, da se kar obrnejo na svojega skrbnika, svetovalca, ne? Najbolje pa bo on poskrbel za informacijo do teh rešitev. Okej, potem zanima me prikaz fiksnih storitev, kako jih naročnik vidi, pregleduje, kakšni podatki so mu dosegljivi? Ja, zdaj tako. Jaz tukaj na tem mojem testnem mislim, da nimam čisto nobene, ampak prva stvar, ki jo je zapovedati, je to, da portal prikazuje, se pravi, mobilna razmerja in pa prikazuje širokopasovne priključke, se pravi, ne prikazuje pa klasičnih fiksnih številk. Zaenkrat tega še ne prikazujemo, je pa to plan, da bomo v naslednjem letu, v neki bližnji prihodnosti pač tudi to dodelili. Zdaj, kaj vi vidite, kot recimo pri širokopasovnem priključku, vidite seveda neko osnovno diagnostiko, tako kot smo jo gledali na nekem mobilnem razmerju. Pri širokopasovnem razmerju boste videli programske opcije, katera shema za televizijo je na voljo. Lahko menjate programske opcije, tako kot ostale storitve, recimo na mobilnem razmerju, ko menjate dodatne zakupe, delate in tako dalje. In pa seveda vidite porabo na tem razmerju, če vključuje tudi pač ta širokopasovno fiksno številko. Telefonske predale lahko dodatno zakupujete, varni splet naročate, recimo to je ena izmed storitev. Na ta način. Zdaj, če je kakšna posebna storitev, ki jo zanima, pač to potem predlagam, da ena na ena rešimo stranko. Okej, greva kar na naslednje vprašanje. Pozdravljeni, sklenitev naročniškega paketa preko spleta mi je zanimiv. Zanima me, ali lahko tudi ločen račun aktiviram preko spleta? Ločen račun zaenkrat še ni dosegljiv,
v tem samem postopku na portalu, tako da predlagam, da če je v primeru, da je pač potrebno definirati tudi ločen račun, da to sklenete pač razmerje na portalu in potem posredujete samo svetovalcu tiste osnovne podatke za to konkretno novo razmerje, da se jih skonfigurirajo v zaledju. Se pravi, te osnovni podatki za ločen račun so ponavadi ime, priimek zaposlenega, mislim, da mora biti rojstni datum, davčna številka, to so te podatki. Tako da zaenkrat, če ni tega na portalu, bo pa jaz upam, no, da bomo pač tudi do tega prišli in tudi to funkcionalnost pač omogočili. Ali lahko kot skrbnik podjetja sam sklenem novo naročniško razmerje v mojem Telekomu? Lahko. Zdaj tako na začetku, ko sem razlagal oziroma tekom predstavitve govoril o različnih dostopih, če podjetje pač da nekemu zaposlenemu pravico, da pač upravlja portal Moj Telekom, ima on pač pravico, da ureja vse storitve na portalu. Zdaj in tudi, ko se podjetje in pa Telekom Slovenije dogovorita za neko sodelovanje, so v tej krovni pogodbi definirane storitve, so definirane cene. Ena izmed zadev, ki je pa tudi definirana, je pa to, kdo lahko v podjetju nadaljavo opravlja recimo z Mojim Telekomom. Takrat se pač to tudi definira konkretno z imenom, priimkom, z uporabniškim imenom in ta oseba ima seveda dovoljenje, da opravlja vse te storitve, kar smo jih danes gledali v predstavitvi. Oziroma lahko je tudi več teh oseb, kot sem rekel. Podjetje določi enega oziroma več skrbnikov. Po domač povedano, se pravi, stvar podjetja, da dodeli pravico in tistemu, ki jo dodeli, ima pravico pač urejati te storitve. Hvala. Potem pozdravljeni, zanima me, če preko portala Moj Telekom za podjetje na številki vklopim Balkan 7, na primer, se ta storitev zaračuna na skupni položnici podjetja ali dobi kot ločen račun. Namreč preko SMS-a ne vklapljamo, ker potem zaposleni dobijo domov svojo položnico. Zdaj čistko, če obstaja na razmerju pač storitev ločen račun, je tam pač definiran tudi model ločevanja. In ta model ločevanja pač definira, da do recimo 50 € se krijo stroški na podjetje, nad 50 € gre pač strošek na konkretnega zaposlenega, pač, ki se ga definira v ločenem računu. Tako da načeloma na portalu, najbolj, da kar pogledamo, si rekla, ali opcija Balkan? 7, ja, je tukaj bilo omenjeno. Mogoče ti pomagam, da je Anka odgovorila, če vi kot administrator vklopite določeno storitev preko portala, gre vklop na osnovni račun, kar pomeni, da se zaračuna podjetju in ne na ločen račun. Tako, ja, recimo, jaz sem tukaj zdaj odprl eno razmerje, kjer imam na tem razmerju jaz sicer osnovni račun, pa dostopam do tega razmerja kot administrator, se pravi upravitelj strani podjetja, imam pač tukaj opcijo, da vklopim storitev kot na stroške podjetja. Če bi mi podjetje na to številko mojo dodelilo pravico, da lahko sam upravljam s tem razmerjem in pa hkrati imam tudi pač na tej številki ločen račun, takrat bi se meni pokazali na tej številki v portalu, če se prijavim kot privat oseba, se pravi s svojim profilom, bi se mi storitve prikazale z dodatkom v oklepaju LR, kar pomeni ločen račun. V tem primeru, ko je izpisan LR, se pravi Balkan 7 oklepaj LR, to pomeni, ko vklopim to storitev, da gre direktno na privat račun, se pravi na ločen račun. Okej. Tako, sva odgovorila na vsa vprašanja. Tako da se ti zahvaljujem še za odgovore. Verjamem, da ste udeleženci tega webinarja spoznali marsikatero novo funkcionalnost portala Moj Telekom in da smo tudi odgovorili na kakšno vprašanje, ki se vam je porajalo vmes. Tako da vabljeni k klikanju
po portalu. Ukolikor se vam porodi še kakšno vprašanje, ga zastavite lahko na e-mail naslov poslovna.prodaja@telekom.si in se vam oglasimo v najkrajšem možnem času. Do takrat pa nasvidenje in lep dan še naprej. Hvala, adijo.